Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Dobrodošli v oddaji Novi pastoralni izzivi. Iščemo nove poti, nove načine, kako posredovati veselo novico Jezusa Kristusa ljudem. Danes se bomo pogovarjali o birmanski pastorali. Gre za vedno aktualno temo, ki poraja veliko vprašanj, pa tudi odgovorov. Eden od tistih, ki se veliko posvečajo birmanski pastorali, je tudi mariborski nadškof, metropolit, monsignor Alojzij Cvikl, ki je danes z nami. Dobrodošli, gospod nadškof. Lepo je, da ste si vzeli čas in prišli danes v naš studio. Ste dejavni na različnih področjih. Pred kratkim ste tudi blagoslovili nove prostore Slomškove knjigarne tukaj na Gosposki ulici. Lepa predovitev za naše mesto, kaj pravite? Ja, torej najprej lep pozdrav vsem. Gotovo sem kar dejaven vsak dan skoraj nekje. Čeprav je, rekel, moje tisto najbolj delo, ki mi najbolj leži, je ravno delo z mladimi. Tukaj se malo človek odpočije, naužije novih moči, novih spodbud, pa tudi take blagoslovi, kot si omenil, blagoslov teh prostorov. Gotovo ta knjigarna bo sedaj bolj na prometni ulici, bolj blizu ljudem in lahko rečemo, da je to v duhu papeža Frančiška. Iti k ljudem, tam, kjer so ljudje, tam, kjer so prisotni in ponuditi. In ko sem blagoslovil to knjigarno, sem tudi dejal, da bi ta prostor bil prostor nove evangelizacije. Ko ljudje pridejo, iščejo, da jim ponudijo te knjige. Na eni strani, kaj bi rekel, je to svetopismo, na drugi strani knjige, ki so napisane kot doživetje Božje bližine, okušanje Božje bližine, ali pa tudi nabožni predmeti, ki človeku pomagajo na poti doživljanja Boga in njegove bližine. Vodoma sem dejal, da se bom pogovarjala o birmanski pastorali. Zakaj vam je ta pastorala tako blizu in ji posvečate toliko časa? Ja, Birma predstavlja neke vrste zaključek, pa po drugi strani pa začetek. Bolj začetek kot zaključek. Tudi naš katehetski načrt, ko govori o mladih, začne z Birmanci. Torej, po slovenski pogledu se mladi, torej delo z mladimi, pastoralno delo z mladimi začne pri 13. letu. Torej, to je pa čas Birme in potem nadaljuje naprej. Drugod imajo 16 let kot začetek pastorale mladih. Ne? Ampak se mi zdi to prav, zato ker dejansko čas Birme je na nek način zaključek tega otroškega obdobja, v katerem so otroci, in je vstopanje v čas zrelosti, odraslosti, in ta čas je po svoje najbolj težak. Zato, ker bi rekel, mladi takrat se želijo osamosvojiti, želijo pokazati, da so že samostojni, ampak temu še ni tako. Prihaja do konfliktov znotraj družin, dosti krat, ne? Vidijo starše kot tisti, ki omejujejo njihovo rast v svobodi, ne? Iščejo zunaj prijateljstva in tako naprej. In se mi zdi, da tukaj, ker bi rekel, ta priprava na Birmo je lahko tista, ki prije lahko naproti tem mladim ljudem, ki iščejo in ki na nek način preraščajo to, kar je bilo otroškega, in se stregujejo potem, kar svet odrasli. Tako da je dobro, da mladim stojimo v tem zahtevnem času ob strani. No, jaz mislim, da prva stvar je gotovo poslušati mlade. Ne? Papež Frančišek pravi, da začetek vsakega pastoralnega dela je poslušanje. Ne? Ker če mladi ne bodo imeli občutka, da smo mi odprti za njih, da jih poslušamo, se nam ne bodo nikoli odprli. Ne? In največkrat se mi zdi napaka to, da mi že pridemo z izdelanimi obrazci, vse imamo že pripravljeno in jim to želimo posredovati. Ne? Ampak mladi se bojo upirali. Upirali v tem smislu, ker ne čutijo, da so bili slišani. Zato se mi zdi, da prvi korak v tej, kaj bi rekel, pripravi na Birmo je, da res jim znamo prisluhniti. In zato, na primer, so duhovni vikendi pri Birmancih zelo cenjeni, ker tam pa je čas, ko ti jih malo bolj jim prisluhneš, ko imajo več časa, da se izrazijo, in to se mi zdi, da je začetek. Ne? Res poslušati, potem pa, ko se oni čutijo sprejete, potem jih pa spremljati. To je pa potem tisti drugi korak, ne?
Tretji korak potem pa dejansko pomagati jim, da začutijo, kje je to njihovo mesto, ne? Kje je njihova poklicanost, kje je njihove poslanstvo, potem pa naprej. Pred približno 5 leti ste začeli srečanje za pripravnike za Birmo na nadškofijski ravni, ki ga imamo vsako leto tukaj na Vrbanski. So že kakšni sadovi tega srečanja? Torej, ko dobim pisma od Birmancev, zanimivo, da vedno jih vprašam, kateri je bil najlepši oziroma tak dogodek, ki ti je ostal v spominu, in polovica napiše to srečanje. Zakaj? Posebej še otroci iz mesta. Otroci iz mesta so manjšina, ki hodijo k verouku, ne? So lahko v razredu 1 ali 2. Pomeni, da so dostikrat tudi šikinirani zaradi tega, torej jih drugi se norčujejo z njih, kaj se vi, ki hodite k verouku, ne? In dejansko ti mladi doživljajo sebe kot neke ostanek, ne? In to ni dobro. Medtem, ko pride sem na to srečanje, ko je 1100 mladih skupaj, pa vidijo, da ni tako, torej da ni ta, kaj bi rekel, situacija tukaj, mirodajna situacija, ampak da so kraji, ker pa grejo 100% ali pa velika večina, in se mi zdi, da ko pridejo skupaj, začutijo, da so skupnost, da so občestvo, ne? Ker Birma je tudi doživljanje občestva in vstopanje v to občestvo in prevzemanje v tem občestvu tudi nalog. In zato se mi zdi, da to srečanje, kaj bi rekel, je z tega vidika zelo pomembno. Drugi vidik pa povezovanje. Se mi zdi, da mladi so zelo odprti za prijateljstva, za povezovanje, in zato smo tudi mi, kaj bi rekel, dali predlog, da se 2 župniji pobratita, si izmenjata sveči, in da potem, kaj bi rekel, ko imajo srečanje, to svečo prižgo in molijo tudi za druge, za tiste, s katerimi so pobrate, ne? In nekateri grejo celo naprej, da so celo enkrat na leto se izmenjali, da so šli v njihovo župnijo, tam obhajali nedeljo in oni so prišli v to župnijo. To je cilj, da bi res, kaj bi rekel, teh mladih ne zapirali neke ozke okvire, ker ni življenja, ampak jim pustili, da se družijo z enakomislečimi, da se ustvarijo prijateljstva, in potem bo pa potem tudi lažje, če so manjšina, ampak če imajo prijatelje, bodo lažje to stanje tudi prerasli in čutili moč in dobili pogum. Mladim veliko pomeni, da vidijo, da niso sami in da so še tudi drugi, ki hodijo k verouku, ki se prizadevajo za krščansko življenje. Ja, mislim, to se mi zdi, da premalo delamo na tem. Posebej mesto, ker je res 2 ali 3, ki hodijo k verouku, ne, v razredu. Da se povežejo tudi s podeželjem. Meni osebno je vedno, ko grem na podeželje, je odkrivanje neke druge realnosti, ko mi tu živimo v mestu, ne? In tudi mladi ne poznajo tiste realnosti tam, ne? In povezovanje pa lahko zelo, zelo koristno, ne? Druga stvar pa tudi, kaj bi rekel, obogatitev, ne? Se mi zdi, da mladi se lahko obogatijo, zato tudi eden od predlogov, naprimer po tem srečanju tukaj na Vrbanski je, da bi naprimer po tem času pa na nivoju dekanije, torej več župnij skupaj pripravili križno pot, ker pa imajo mladi potem zopet možnost, da se lahko srečajo, povezujejo, predvsem pa, da se res ustvarijo prijateljske vezi med njimi. Ta vidik povezovanja se vam zdi pomemben? Ja, se mi zdi, da kristjani smo bitja občestva. Ko smo krščeni, ko postanemo Božji otroci, torej to ne pomeni, da smo neke samohodke, ampak istočasno stopimo tudi v skupnost, ne? Eklezija pomeni občestvo poklicanih, ne? Poklicanih, s krstom smo mi bili poklicani, ne? In krst pa Birma sta pa zelo tesno povezana. Se mi zdi, da premalo delamo na tem, da dejansko krst in Birma sta celota. Ne, zato tudi pri Birmi potem izpoved krstnih obljub, ne, ponekod imajo celo sveče in tako naprej, da še bolj poudarijo ta, vidik krsta, ki dobi potem svojo potrditev pri sakramentu Birme, ne. In ravno s krstom torej vstopimo v to občestvo, skupnost, ne, ki se pač odraža najprej kot župnija, kot škofija, kot vesoljna cerkev, ampak se mi zdi, da je dobro, da tudi mladi od vsega začetka imajo to izkustvo vesoljnosti. Katoliška cerkev je vesoljna cerkev, ne. Pomeni, če grem jaz v Belgijo, sem tam doma. V cerkvi se počutim kot tukaj.
In to je naša prednost. Ne. Kamorkoli pridem po svetu, pa grem nedeljo k maši v neko občestvo, me bodo sprejeli, ker smo si bratje. Ne. In to mladi pa zelo radi potujejo, mladi radi gredo okrog, ampak da to začutijo, da pravzaprav, ko ti stopiš s krstom v cerkev, stopiš v to katoliško vesoljno cerkev in postanemo res ena družina, in ta vidik se mi zdi zelo dobro, da ga poudarjamo. Birma je ena od 3 zakramentov uvajanja, ostala 2 sta še Evharistija in Sveti krst, ki ste ga že omenili. Od teh 3 zakramentov pa Birmi največ časa posvečamo. Čeprav pozabljamo na enega še, pravzaprav so 4 zakramente vajanja, mislim za nas, ki smo bili krščeni kot otroci. Ne. To je vedno na srečanju z Birmanci, vedno jih ujamem. Ne. Kateri zakrament boste pa vi sedaj prijeli? Vsi 3. Ne. 4. Ne. Ker dejansko mi gremo po drugem vrstnem redu, ko so šli takrat, ko so krševali odrasle. Ne. Ko so krševali odrasle, je bil najprej krst, takoj po krstu Birma, ne, skupaj in na koncu obhajilo. In zato imamo tudi mi ta vrstni red, Sveti krst, Sveta Birma, Sveto obhajilo, torej, in potem Sveta spokora. Ne. Medtem ko mi, ko smo bili krščeni kot otroci, imamo vrstni red drugačen. Ne. Imamo najprej krst, potem spoved. Ne. Zanimivo, da so zdaj v Italiji začeli uvajati prakso, da imajo spoved 1 leto pred prvim obhajilom. Zato to slovesno, torej obhajanje prve spovedi, kot tako slovesno skoraj kot prvo sveto obhajilo, da bi otrokom prišlo bolj zavest, da je ta zakrament zelo pomemben v življenju kristjana. Ne. Kot je včasih, ko so bili krščeni odrasli, ne, so prijeli te 3 zakramente uvajanja, potem pa so začeli živeti vero v vsakdanjem življenju. In bila spoved tista, ki jim je pomagala živeti to vero v vsakdanjem življenju, ki jih je pomagala res, da so vztrajali v tem, kar so prijeli, da so ta dar ohranjali in ga vedno bolj razvijali. Ne. Medtem ko pa mi danes, smo kot otroci začeli to pot, je potem na drugem mestu sveta spoved, ki je pa dostikrat en dan pred prvim svetim obhajilom. Ne. In zato, kaj bi rekel, dejansko ta zakrament gre malo, ga otroci ne doživijo tako globoko, da bi jim ostal zapisan kot nekaj lepega. Ne. Dobro, potem prvo sveto obhajilo, ne, to jim ostane in tudi navadno, da pišejo, kako globoko jim ostal ta zakrament, potem pa sveta Birma. Ne. Tako da praktično so 4 zakramenti krščanskega uvajanja, ne. Čeprav je spoved potem tista, ki nas spremlja potem naprej. Ne. Ampak zdaj, če se vrnemo torej k krstu in Birmi, ne, mi pri Birmi torej najprej obnovimo to, kar smo pri krstu prijeli. Ne. Gre za ta dar vere, ki nam je bil podarjen, in zato je tudi najprej izpoved vere pri sami Birmi. Ne. In lahko bi rekli, da tu gre za neko spostavitev neke zaveze, neke obljube. Jaz na začetku dam neko obljubo, ko so jo starši dali takrat pri krstu oziroma botri, tako jaz zdaj Birmanka in Birmans dajo neko obljubo. Ne? In bi lahko rekli, da je to podobno te zaveze na gori Sinaj, ne? Ko je Bog s svojim izvoljenim ljudstvom sklepal zavezo, tako pri Birmi sklepa to zavezo Bog s temi mladimi, ne? In kot je na gori Sinaj rekel, izberi življenje, ne? Podarjam ti življenje, ne? Tako nam tudi tukaj, ne? Izberi življenje, jaz ti ponujam, ne? V moči Svetega Duha ti ponujam to pot. Ne? Zato se mi zdi tako pomembno ta, kaj bi rekel, ta izpoved vere oziroma ta obljuba, ki jo damo na začetku. Ne? In potem pa, kaj bi rekel, kot smo že prej govorila, ta vstop v občestvo, ne? Ta molitev, drugi del, ko je molitev, kaj bi rekel, jaz v imenu vsega občestva, ne? Molim z razprostrtimi rokami, pomeni, te roke so kot streha. Ne? Pomeni, to občestvo, ki zdaj zate moli, tudi te ščiti, te varuje. Ti stopaš v to občestvo in to občestvo ti bo opora. In se mi zdi, da je tudi ta element je zelo pomemben pri Birmi, ta molitveni del, ne? Potem pa prije tretji del sama Birma, kjer je pa polaganje rok, maziljenje, ne?
in potem pozdrav miru. Ne? Ker so pa, kaj bi rekel, vsak od teh ima pa spet, kaj bi rekel, polaganje rok. Vemo, da v Svetem pismu vedno so od vsega začetka polagali roke v znamenju prošnje, da bi Sveti Duh napolnil tistega človeka, na katerega so polagali, in potem maziljenje, ne, da bi bili res zaznamovani. Tudi Kristus je maziljenec, ne, pomeni, ne, in mi vsi smo, kaj bi rekel, kot Kristusovi učenci, smo tudi maziljeni, zaznamovani. In potem pozdrav miru pomeni, da smo poslani v svet. Ne. Mir s teboj, na koncu vsake maše pomeni mir s teboj, ta daritev se je tukaj zaključila, zdaj pa gre se življenje, ne, to pa isto pri birmi, zdaj ste to prijeli, zdaj pa pred vami življenje, zato mir s teboj pomeni, pred tabo je zdaj življenje, v moči in s pomočjo Svetega Duha si zdaj postanil svet. Nekateri se radi pošalijo, da je birma slovesen odhod iz cerkve. Birmanci pri birmi prejmejo Svetega Duha, njegove darove, in ti darovi so dani zato, da bi gradili občestvo, da bi bili čim bolj dejavni v cerkvi. Resnica pa je, da mnogi odidejo. Kaj se vam zdijo glavni razlogi za to? Torej, mi sami duhovniki k temu prispevamo. Prvič, že način, kako govorimo o birmi. Veliko, tudi kot bilo prej rečeno, veliko energije vlagamo v birmo in naprej pa nič več ni. Pomeni, da po birmi drug dan, veruka naslednji teden že navad ni. Pomeni, mi sami naredimo, kaj bi rekel, drugi starši, tudi starši veliko, sam tole te prosimo, daj še vztraje, saj bo, tole še naredi, ker potem bo se lahko cerkveno poročil in tako naprej. Tudi neka tradicija v zadju, ki še, se mi zdi, da sama postavitev priprave je zgrešena. Torej, sama postavitev je zgrešena, ker ima za cilj birmo, nima pa za cilj življenje. Pomeni, da bi sama birma morala biti na poti, ne pa na konc poti. Pot bi morala biti tako pripravljena, da je to na poti. Dejansko, če je to potrditev tega, kar si pri krstu prijel, zdaj si postal, kaj bi rekel, 13-14 let toliko star, da si že bolj samostojen in to, zato ti prihaja cerkev naproti in ti, kaj bi rekel, z zakramentom birme pomaga, da bi lažje vstopil v to življenje po veri. Je pa res, zdaj tudi še priprava je samo, kaj bi rekel, razumska. Če je samo bazirana na znanju. Imaš ponekod, kjer dobro, toliko se moraš naučiti in v redu, potem preizkus, če si se naučil v redu in potem birman to doživlja, jaz sem birmo kot plačilo. Torej, jaz sem hodil k maši, tukaj, ko ste rekli, to sem naredil, vse sem naredil, torej zdaj birma je moje plačilo. Plača. In dobro, svoje sem dobil in grem. Ti se ne moreš iziti, jaz se ne morem iziti, ker, kaj bi rekel, pogodba je bila izpolnjena. Druga stvar pa je, če je ta priprava več, kaj bi rekel, stopenska oziroma večplastna. Torej, gotovo je pomembno poglobiti znanje o veri. Ampak to je samo en del. To je en del. Drugi del je rast v veri. Torej, kaj bi rekel, vera, vemo tudi iz Svetega pisma, da je nekaj živega, je odnos. Odnos pa ni enkrat za vse postavljen, ampak je vedno v rasti, pa tudi doživlja svetle trenutke, temne trenutke, krize. Tudi največji svetniki so doživljali trenutke suše, teme v tem odnosu do Boga, pomeni nekaj živega. In tretja stvar, pa, ki se mi zdi, je pa to konkretno vključevanje v občestvo. Torej pomeni, vsak od njih, od birmancev, ima kako sposobnost, ki bi jo lahko, kaj bi rekel, na nek način naučil in razvijal znotraj občestva. Ali je to, kaj bi rekel, kot ministrant, ali je to kot pevc, ali je to kot, kaj bi rekel, v Caritasu, različne so načine. Najti, kaj bi rekel, načine, kako ga vključiti in sama priprava bi morala torej biti večplastna in, kaj bi rekel, da se birmanc nekje počuti doma, da nekje zaživi, ker če ni nikjer zaživel, bo šel.
In še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, uvajanje, torej ko govorimo o rasti vere, posebej je tukaj sveta maša, Evharistija. Jaz imam dostikrat občutek, da birmanci v tej času priprave niso doživeli nekega uvajanja v samo Evharistijo, samo mašo. Da so jo doživljali kot moraš, tole moraš, če hočeš v Birmi, moraš priti, ampak nihče pa jih ni nekako vedel to, kaj pravzaprav je, zakaj je maša tako pomembna, kaj se pri maši dogaja, kaj posamezna znamenja, simboli pri maši pomenijo. In zanimivo, da birmanci dostikrat omenijo duhovne vikende, ker so imeli tako mašo, ker so tudi sami sodelovali, sami jo pripravili, da so jo doživeli. Ampak premalo, da bi to ostalo v njih, da bi to, kako bi rekel, in potem res nekaj pomenilo, da bi potem tudi sami šli k maši, tudi če ne bo podpore staršev, okolja, ampak bo šel zato, ker je enostavno čuti, da brez tega, kako bi rekel, ne raste njegova vera, oziroma da ne more živeti vere brez Evharistije. In se mi zdi sploh, da, kako bi rekel, ne samo birmanci, ampak na splošno, če gledamo današnje kristjane, je ta odnos do maše Evharistije gotovo prešibek. Ko so prvi kristjani rekli, mi lahko živimo 6 dni več, pa ne moramo brez maše. Če želimo v takem svetu, katerega so bili poslani, res živeti kot kristjani, ne dobimo tiste potrebne moči, ne dobimo tistih potrebnih spodbud, pa vsem pa tudi ne čutimo, da smo občestvo, če nismo pri sveti maši. In to se mi zdi, da je, ko govorimo o birmancih, premalo poudarjeno in premalo tudi izkoriščeno, da bi res jih uvedli v to. Potem bojo že, tudi če bo mogoče kdo takoj po Birmi odšel za kak trenutek, ampak bo čutil v sebi hrepenenje in željo in se bo vrnil, če bo to nosil v sebi. Tisti, ki se čutijo v cerkvi sprijete, razumljene, se bodo verjetno prej ali slej vrnili nazaj v cerkev. No, zelo pomembno je, jaz vedno pravim, tisti, ki odhajajo z nekim dobrim občutkom, ker eni, kako bi rekel, zaradi okolja jih več ni. Se pravi, če starši so prej rekli, hvala Bogu, tole še naredi, pa si potem čisto svoboden, če so tako bili nekako vzgojeni, potem dejansko. In ko bodo sami prišli v kak trenutek ali kako težavo, problem, se bodo spomnili. Pa tudi, kako bi rekel, če so ostali odnosi dobri, bojo se vrnili duhovniku. Ko sem bil na sinodi v Rimu, so ti mladi skoraj vsi po Birmi odšli. Ampak so se potem vrnili nazaj, ko so padli tako nizko, ko so doživeli težave, krize, ko življenje več ni imelo nekega smisla pred njimi, potem pa ali so se vrnili v Sveto pismo, ali so poiskali kako skupnost, občestvo, ali so šli k duhovniku. Pomeni, da tam, kjer so odnosi ostali, tja so potem šli. In tam so potem našli tisto spodbudo, da so potem lahko šli naprej. Verjetno se strinjate s tem, da smo za kakovostno birmansko pastoralo odgovorni vsi nosilci, tako birmanci, starši, botri, kateheti, katehistinje, duhovniki, škofje, birmovalci. No, gotovo na prvem mestu bi morali biti odgovorni starši. To je prva, kaj bi rekel, nažalost je tukaj danes veliki manjko. Ker če bi starši, ampak ne v tem smislu, ko sem prej rekel, še to pa si končal. Ampak staršem, če ima res radi otroka, je veliko do tega, da bi ta otrok šel v življenje pripravljen. Da ne bi bil, kaj bi rekel, nepripravljen vstopiti v življenje, ker ga bo prej slej življenje povozilo. Če bo pa pripravljen, zdaj šola pravi, mi ne vzgajamo, mi izobražujemo. Starši zaradi obveznosti dostikrat tudi nič vzgoje veliko ne posvečajo. Kdo potem v te otroke vzgaja? Ulica, mediji, internet, pa vemo, kakšna vzgoja potem pride ven. In otrokom manjka res ta celostna vzgoja, ker, kako sem prej govoril, ker se on čuti, da mu prisluhnemo, da ga razumemo in mu pomagamo, da raste. In to se mi zdi, da, kaj bi rekel zdaj, starši, če bi skupaj stopili starši, duhovniki, če bi potem botri, moje mnenje je, da bi botre treba vključiti takoj, ko se prijavi na Birmo.
da bi botre takoj vključili. Zakaj? Zato, ker iz pisem vidim, da mladi izbirajo botre predvsem kot tiste, s katerimi se dobro razumejo, ki imajo čas za njih, oziroma ki so njihovi sopotniki. Birmanci iščejo bolj kot darila, iščejo odnos. Iščejo nekoga, ki je moder, ki mu zna svetovati. Ali pa tudi pravi, z botrom smo skupaj hodili k maši, pa z botrom. Pomeni, da to, ker niso našli pri starših, poliščijo pri botrih. In se mi zdi, da če bi vključili v to pripravo botre, ker vloga botrov, če gremo nazaj prvo cerkev, je bila, da so bili sopotniki v pripravi. So bili pripravi, ne? In, kaj bi rekel, potem pa naprej. In če bi se ta, kaj bi rekel, vloga botra nekako postavila v tej pripravi na Birmo, potem bi tudi več garancije bilo za naprej. Pa tudi, če bi bila ta priprava drugače zastavljena, ne, torej, da bi bilo poleg tega znanja tudi to vključevanje v razne dejavnosti občestva, življenje občestva, potem bi botri lahko tam sodelovali zraven. Ne, in tukaj bi potem se lahko pokazalo, se bi lahko pokazala res prava opora botra, ne samo, da tam pri Birmi položi roko gor, pa niti besede ne reče, ne, ampak čisto konkretno potem v življenju, da bi ta roka, ki jo položi, res pomenila, da lahko na njega računa, da je tista opora mu poleg staršev naprej. Kot ste rekli, da je boter Birmancev sponzor, ja. Podpornik, opora. Gotovo, kaj bi rekel, jaz če rečem za mojega botra, mi je bil sponzor. Zakaj mi je bil sponzor? V tem smislu, torej, jaz sem bil pri Birmi v 2. razredu, zelo 9 let star. Ampak mi od Birme ostaja to, da me je na koncu Birme boter objel in rekel, name lahko vedno računaš. Ne? In kaj se je zgodilo potem, ko sem jaz končal osnovno šolo, pa sem se odločil za gimnazijo, je mama rekla, ja, mi vprašanje, če te bomo lahko vzdrževali. Pojdi k botru. Botr je bil bolje stoječ, ne, finančno. In sem šel k njemu, ves prestrašen, ne, sem rekel, zdaj jaz bi šel v gimnazijo, Maribor, pa je mama rekla, da verjetno bo je težko, ne. Je rekel, kaj sem rekel pri Birmi? Name lahko vedno računaš. In vedno, ko sem prišel nazaj, kaj bi rekel, za praznike, pa sem ga obiskal, vedno me je vprašal, kako je, kaj rabiš, kaj potrebuješ. Tako. Torej, dejansko je bil na nek način sponzor, ampak bolj kot sponzor je bil, sem ga jaz vedno doživljal kot tistega, na katerega sem res lahko računal. Poleg staršev sem vedel, če bojo starši tukaj zatajili, imam še nekoga, ki pa ne bo zatajil, zato ker je dal besedo, kaj bi rekel, dejansko, in je za to besedo stal. V sami pripravi na Birmo bi se bilo potrebno verjetno več posvečati staršem in pa samim botrom. Ja, torej, gotovo. Zdaj starši, sam tukaj še nisem prišel do tega, na kak način priti do staršev, ne? Kako priti do njih, ker gotovo bi bilo nujno potrebno. Jaz mislim, da tudi ne samo, kaj bi rekel, z tega verskega vidika, ampak tudi z vzgojnega. Ravno včeraj sem prebral, da je vedno več mladih zasvojenih v Sloveniji. Pomeni, da je velik problem in to zasvojenih tam, srednješolcev. Pomeni, da ko gredo iz osnovne šole, ta prehod iz osnovne šole v srednjo, je za mnoge mlade tudi vstop v zasvojenost. In tukaj se mi zdi, da, ko smo že prej na začetku omenila, niso pripravljeni, niso, kaj bi rekel, celostno vzgojeni bili, da bi bili kos, mislim, jih potem te ponudbe jih potem povozijo verjetno prve, takoj na začetku. In zato se mi zdi, da tudi starši, če bi našli neki skupni stik, da bi starši začutili, da gre za dobro njihovih otrok v življenju. Pomeni, da mi ne pripravljamo sam na Birmo, mi pripravljamo na življenje. In Birma je potrditev za to, da bi ti v življenju lažje res živel to, kar si prijel. In če bi tukaj starši začutili, da smo skupaj, pa da bi še botri stopili zraven, ki imajo tudi poseben odnos do tega mladega, jaz mislim, da bi bilo veliko mladih rešenih te zasvojenosti.
in da bi imeli tudi lepše otroštvo. Ker vsaka zasvojenost pomeni tudi porušeno otroštvo, porušena mladost in neke vrste invalidnost za naprej. Namesto, da bi imeli mlade polne življenja, polne optimizma, ne, da jih kar razganja, imamo pa take potem, kaj bi rekel, probleme. In tukaj se mi zdi, da je vključevanje staršev z tega vidika potrebno. Ne toliko poudarjati za Birmo, ampak mi jih pripravljamo za življenje, za samostojno življenje, ker cilj je na koncu, da so ti mladi zrele, samostojne osebnosti. Mi vemo, da pri Birmi tega še niso sposobni. Ravno zato jim damo potre, poleg staršev, ne, da bi, kaj bi rekel, bili njihovi sopotniki, njihovi. Ne. Na sinodi v Rimu lansko leto je bilo veliko govora o tem, kakšno pomanjkanje je v cerkvi ravno teh spremljevalcev, da teh spremljevalcev manjka, mladih. Ne. Ker, dobro, mi zdaj doskrat rešujemo birmansko pastoralo z animatorji, ki so pa tudi sami še potrebni spremstva, ker sami niso, kako bi rekel, še dozoreli in zato jim ne morejo dati tistega, kar bi jim lahko dali. Ne. Ni cilj te priprave, da se bodo luštno imeli, ne, ampak da bi dejansko jih pripravili na življenje, ki je kruto. Ne. In da bi, kaj bi rekel, te krutosti se znali znajti in da bi imeli ljudi, ki jim lahko zaupajo. Ko pridejo težave, če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, boš splaval, boš šel ven, ne. Če pa nimaš nikogar, te bo pa povozilo. Če se še malo ustavimo pri botrih, znani so pogoji za botra, zdaj nekateri jih izpolnjujejo, drugi manj. Mnogi starši pa kandidati za Birmo imajo težavo najti primernega botra. Ja, najprej jaz mislim, da je treba začeti s pripravo botrov dosti prej. Ne? Zato sem prej omenil, da ko se prijavi na Birmo, ga že ima. Ne? Je pa tako, jaz sem vedno rekel staršem, poglejte, če ga vi nimate, ga jaz vam zrihtal. Torej bom jaz vam pomagal ga najti. Ne? Ker včasih je bilo tako, da je duhovnik škof določil botra. Ko je nekdo se prišel prijaviti za krst, mu je on določil tistega, ki bo spremljal. Torej, so bili že v občestvu taki, ki so bili za to pripravljeni, ki so imeli na nek način. Vse danes imamo, kaj bi rekel, imamo te duhovne botre, ne, ki molijo, ne, po nekaterih župnijah imajo, vsak birmanc ima tudi enega botra, ki se še čist na koncu mu pokaže kot duhovni boter, ki je molil celo pripravo za njega, pa ni vedel za njega. In se potem, kaj bi rekel, se pride do tega srečanja med enimi in drugimi. Ne. In se mi zdijo ti duhovni botri zelo pomembni, zelo, kaj bi rekel, zdaj, kaj bi rekel, zakaj so pač pogoji za botre, ne. Če naj bi bil vzor, če naj bi bil spremljevalec, ne, če naj bi bil njegov sogovornik, ne, torej mora biti nekdo, ki dejansko je to lahko. Vse, kaj bi rekel, zato je potrebno dosti zgodaj, ne, dosti zgodaj, da se po moje 5. razredu začeti iskati botra. Ne, ko bo prišel, ko bo to tisti dan, ko bo se prijavil za bližnjo pripravo na Birmo, ko bo postal, kaj bi rekel, pripravnik na Birmo, da ima že botra. Ne. In dobro, zdaj Birma je veljavna tudi, če botra ni. Pomeni, je bilo obdobje, ko so starši bili tiste, ki so predstavili otroka, ne, Birmanca. Ne more biti botra, zato ker on je že po svoji, kot oče, mama že ima po svoji vlogi, ima nalogo, ki je večja od botra. Zato, kaj bi rekel, boter je opora staršem. Ne. Zato ne more biti starš boter, če že ima on višjo vlogo, kot jo ima pa boter. Ne. Je pa tudi, kaj bi rekel, če se nihče ne najde, potem pa se tudi občestvo, ki pa ima take, ki lahko. Ne. Mi smo, poznam primer, ko je prišla k meni mama, vsa objokana, vse smo dali skozi, celo žlahto smo dali skozi, nikjer nič. Ne. Se je rekel, gospa, jaz vam v enem dnevu enega uredim. In smo se potem dobili in so ga sprijeli in so bili zadovoljni. Torej, zadovoljni zato, ker, kaj bi rekel, dejansko je potem ta boter je bil res tak, ki je, kot sem prej rekel, ki je znal biti spremljevalec, ki je znal se živeti v svet mladega in je bil dejansko, je blagoslov prinašal. Ne. Ker
Meni se zdi, da boter, če želi biti res spremljevalec in vzor, to je kar težka naloga. Jaz vedno pravim na srečanju botrov, vi ste težko poslanstvo sprejeli, to mislim odgovorno, to ni, prvič je lepo, ker so vam mladi z vas izbrali, ne, po drugi strani pa biti vzor, biti, kaj bi rekel, sopotnik, biti spremljevalec, ne, ni vedno lahko biti vzor, ne. Mladi pa hitro vidijo ne, naše hibe, naše napake in tako, kaj bi rekel, biti nekomu res zavestno vzor, ni več tako enostavno. Mogoče eno tako bolj izzivalno vprašanje. Predstavljamo si birmanko, ki je pred izbiro, recimo ima 2 teti. Ena teta ima vse pogoje, ima vse zakramente, je tudi cerkveno poročena, hodi k maši, trudi se živeti versko življenje. Na drugi strani pa ima teto, ki ima krst, mogoče ima birmo, ni pa cerkveno poročena, bolj občasno hodi v cerkev. S prvo teto nima ta birmanka kaj veliko stika, nima nekega osebnega odnosa. Z drugo teto se pa zelo dobro razume, ji zaupa, čuti oporo v njej. Katero od teh dveh se ti zdi, oziroma se vam zdi, bolj primerna za botro? No, zdaj imam primere tudi, ko naprimer si je izbrala drugo, čeprav ni mogla biti botra. Ampak torej, je bila tista, ki je pri birmi predstavila, ni bila botra. Ampak potem pa se je zgodilo, da se je čez leto pa pol poročila in je bila v birmansko knjigo vpisana kot botra. Ne? Ali pa nekateri že prej uredijo, to je še bila krščena. Zdaj je odvisno, sam sem tudi dostikrat pomagal tem, kaj bi rekel, ko so me prišli k meni s problemi, da sem videl, zakaj ni poročena. Včasih ni nobene ovire, samo, kaj bi rekel, ni bilo pač neke možnosti in se je to uredilo, da so do birme že uredili. Zato pravim, če se dosti zgodi izbere, se da marsikaj. Najhujše je tisto, ko en teden pred birmo se pa res nič ne da. Zato, če bi mi botre 2 leti prej, bi te probleme že prej, kaj bi rekel, na nek način uredili in bi se to že uredilo. Ne pa tudi sam, kaj bi rekel, boter, zdaj, če bi videl, kaj ga čaka, ne, da bo pač, kaj bi rekel, v tej pripravi aktivno sodeloval, bi oni tudi drugače izbirali. Tako da se mi zdi, da vedno je potrebno tudi tem, kaj bi rekel, prisluhniti, se z njimi pogovoriti, videti, kje so problemi, videti, torej nikoli, kaj bi rekel, tako na hitro, ker ne veš, včasih pa se da kak problem, ki se pa da rešiti, pa v obojestransko zadovoljstvo. Že dalj časa poteka razprava o tem, kdaj je najbolj primeren čas za birmo. Eni bi birmo postavili recimo na koncu prve triade ali pa začetek druge, večina na koncu tretje triade, nekateri v 9. razred, recimo eni na začetek 9. razreda, drugi na konec. Vemo, da je Vlado Pečnik, zdaj že pokojni, precej insistiral, da bi bila birma v 1. ali pa v 2. letniku srednje šole. Kdaj se vam zdi najbolj primeren čas za birmo? Torej, gotovo, če govorimo o 9. razredu, ni primeren čas junij, pa tudi maj, druga polovica maja, za 9. razred govorim, ne? Ker so ti že čisto torej tam zaključujejo, se pripravljajo na srednjo šolo. Meni se zdi začetek 9. v jeseni idealno. Torej, sam doživljam jesenske birme dosti lepše kot one majske oziroma junijske. Zato, ker, kaj bi rekel, te birme jesenske so sredi življenja. Naslednji teden bo verouk, redni verouk, redno srečanje. In tako, kaj bi rekel, oni, zdaj pa če je to birma, naprimer, tam nekje v začetku junija, po birmi nič več ni, pomeni, se konča vse in potem so počitnice. In na koncu počitnic sam vem, da sem moral septembra napisati pismo vsem, če sem hotel jih nazaj dobiti, da sem jih povabil s pismom, pa sem jih nazaj dobil, kaj bi rekel,
ker se pač med počitnicami se vse razgubi. Pa, ne. Tako da, kaj bi rekel, 9. razred gotovo maj, druga polovica maja in junija je težko obdobje. Ne. 7. razred se mi zdi po svoje še, ne vem, odvisno. Zelo težko, to je, kaj bi rekel, vsekakor zame, kaj bi rekel, idealno bi bilo, da ne bi šli vsi skupaj. Mislim, da ne bi šli tako čredno kot zdaj, ne. 7. razred gremo vsi k Birmi, 8. razred gremo k Birmi, ne. Da bi pač, kaj bi rekel, ko nekje pride do tega, kaj bi rekel, da je nekdo pripravljen, pa gre k Birmi, ne. Pa, kaj bi rekel, gotovo ta čas, konc šole je slab čas. To ni dober. Ne? Tako za 8. kot 9. razred. Zato, zaradi tega, ker je potem 2 meseca čistega vakuma in ta vakum je pa kar, kaj bi rekel, tak, ki potem vse ohladi, kar se je preogrelo. Z tega vidika podpiram jesenske Birme. Rekli ste, da je najbolj primeren čas takrat, ko je otrok oziroma odraščajoči pripravljen na prijem Svete Birme. Kdaj pa je nekdo pripravljen? Kdo bi odločil o tem, da je nekdo pripravljen? No, torej, kaj bi rekel, če bi bili ti pogoji, ko smo prej o njih se pogovarjala, torej, da pač nekako veri, da je že nekam prišel, torej, da, kaj bi rekel, doživlja že vero, ne kot, kaj bi rekel, nekaj težkega, ampak nekaj lepega, nekaj, ne. Da, kaj bi rekel, mu maša, vse te stvari pomenijo nekaj, ne. Torej, ne da ne bo hodil k maši, zaradi tega, ker bo šel na koncu k Birmi. In tretja stvar, da je nekje vključen v neko življenje občestva, potem ja. Pa tudi se mi zdi, da če bi bila Birma bolj raztegnjena čez celo leto, torej, ne da bi bilo, kaj bi rekel, vzamemo te eno soboto 7 Birm, tam maja ali pa konca aprila, ne. Dejansko, da bi bilo to nekako, kaj bi rekel, sredi življenja, da bi bila Birma ne konc življenja, ampak sredi življenja. Potem bi jaz videl veliko več možnosti, da bo to ostalo, kar so prijeli. Kako bi bilo pa to praktično izvedljivo, recimo Birma, ko je nekdo pripravljen? No, zdaj, kaj bi rekel, ja, torej ne bi bilo, torej, sej, bi šli potem skupaj, torej bi bili na določenih krajih, bi bila Birma, sej, včasih je bila Birma za cel Maribor samo v mariborski stolnici. Ne? So prišli tisti, ki so prišli. Ne? Tudi zdaj, jaz imam Birmo vsak petek zjutraj, mislim, če kdo pride v petkih zjutraj, sem jaz na razpolago za Birmo. Ne? Torej, prihajajo predvsem tisti, ki bodo se poročili, pa, kaj bi rekel, tako da, kaj bi rekel, nekje je vedno priložnost za Birmo. Ne? Je pa sistem bi se gotovo spremenil. Ne? Ampak verjetno še bo nekaj vode preteklo, da se bo ta sistem spremenil. Prej bi jaz bil za ta, kaj bi rekel, za to varianto, da najprej začnemo s to pripravo, ki bo sredi življenja in ki bo pripravljala za življenje in ki bo bolj življenjska in ki bo dejansko spremljanje. To se mi zdi, da je uresničljivo zelo hitro, čeprav bo že to določene premike v naši pastorali za sabo potegnilo, ampak je lažje kot pa tisto drugo. Pri sami pripravi na Birmo so pomembni tudi razni pripomočki, priročniki. Nekaj od teh priročnikov imamo tudi tukaj. Vrsto let je bil zelo aktualen Pridi Sveti Duh. Letos obhaja 25. ponatis, se pravi jubilejna izdaja. V zadnjem obdobju pa je nastalo kar nekaj novih priročnikov za Birmo, zdaj zadnji izbrani. Gotovo ti priročniki so pomembni. V sedanjem času se precej teži za tem, da bi se jih posodobilo in da bi bil ta celostni pristop. Ja. Pri tem ste tudi vi sodelovali? Ja, pri prvem sem jaz sodeloval tudi, ja. Tako še kot kaplan. Gotovo, ti priročniki so pripomočki. Torej, odvisno od tega, kako zastaviš to pripravo. Ne smemo pozabiti na eno stvar, to je svetopismo. Ne?
mi, kaj bi rekel, vedno priporočamo, že na srečanju v Mariboru, ko so birmanci tukaj, da bodo na nedeljo Svetega pisma, zdaj po novem nedeljo Božje besede, prejeli Sveto pismo. In da bi ga tudi potem v sami pripravi uporabljali. Se mi zdi, da ko smo prej govorili o rasti vere, ne, brez Božje besede, brez, kaj bi rekel, stika z Božjo besedo, to ne gre. In zato se mi zdi, da je, kaj bi rekel, tista priprava, ki ne uporablja, kaj bi rekel, Svetega pisma v sami pripravi, ni celostna, ker nekaj manjka. Ne. Druga stvar, tudi uvajanje molitev. Torej, tudi, kaj bi rekel, te mlade je treba uvesti. Niso več, včasih je bila družina tista, ki je uvajala, danes ne uvaja. Tretja stvar, uvajanje v Evharistijo, mašo, potem pa, kaj bi rekel, tudi zakrament sprave. Vse te stvari je danes potrebno uvajati. Ne. In to se mi zdi, da vsa ta priprava, če želi biti celostna, mora upoštevati. Ne. Zato, kaj bi rekel, vsak učbenik nekaj ima, nekaj pa mora potem še vsak, kaj bi rekel, tudi sam si zastaviti to pripravo, če hoče, da bo res celostna. Ne. Ker vidim, da če ti mladim približaš, ne, tudi zakrament sprave, kot pomoč oziroma oporo za življenje, potem oni to sprejmejo. Vidijo, da je to nekaj dobrega. Ampak to je potrebno. Je pa res, da dosti krat za njih ostane tista prva izkušnja, to je drugi razred, pa tretji, potem pa Birma je pa že 5 let vmes. Zato potrebujejo spet, kaj bi rekel, na novo. Oni so zdaj drugače gledali na stvari, kot so takrat gledali. Ne. Tudi Sveto pismo, če so brali onega v slikah, ne, zdaj potrebujejo, da jih uvedeš, kaj bi rekel, v celotno Sveto pismo, ne, da jim pokažeš, kaj bi rekel, ne. Iz tega vidika, zdaj, ko bo nedelja Božje besede, ko je papež še posebej želi, da jo obhajamo, ne, slovesno, se mi zdi, da je lepa priložnost, oziroma dobra priložnost, da takrat dejansko Birmancem podarimo Sveto pismo in da potem to Sveto pismo postane spremljevalka na poti njihove priprave, ne. Da potem, kaj bi rekel, iz tega znajo živeti. Pred samo Birmo je srečanje z birmovalcem. Svoj čas je bil velik poudarek na izpraševanju Birmancev po njihovem znanju. Potrebno se je bilo naučiti 130 vprašanj in odgovorov. Sedaj v novejšem priročniku je samo 80 vprašanj in odgovorov. Težnja v sedanjem času ni toliko, da bi poizvedovali po znanju, ampak bolj po srečanju z Birmanci. No, zame je lažje, ker meni morajo napisati pismo. Torej, meni vsak Birmanc napiše pismo prej. Torej, jaz dobim vsako leto 500-600 pisem od Birmancev. In v teh pismih mi najprej malo prikažejo svojo pot priprave do Birme, v drugem delu, zakaj želijo prijeti zakrament Svete Birme, kaj jim pomeni, potem kako so izbirali botra, zakaj so izbrali tega botra, kaj od njega pričakujejo, ne? In potem kako si predstavljajo življenje po Birmi. In potem peta stvar, še pa vprašanje meni. Tako da jaz vedno na srečanje, ko pridem, torej to srečanje, ta pogovor, gotovo malo preizkusim, koliko so tudi si znanja pridobili, ob tem, ker bi rekel, v zakramentih, v Svetem pismu, v zapovedih, ne. Predvsem te stvari mene precej, kaj bi rekel, zanimajo, ne. Potem v drugem delu pa jaz vedno potem odgovarjam na vprašanja. In ta vprašanja so nekako v 3 sklopih, čisto mene osebno jih zanima, kako sem jaz preživljal otroštvo, kako sem doživljal Birmo in tako naprej, kako sem se odločil za duhovnika, kako sem postal škof, to so taka vprašanja, ki jih zanimajo. Potem drugi sklop so pa čisto v veri. Zanimivo, da jih zanimajo stvari, naprimer, kako jaz molim, kako si jaz predstavljam nebesa, kako si jaz predstavljam pekel, take stvari, ki bi skoraj, ne, njih zanimajo. Potem tretji sklop je pa bolj vezan na njih, kaj bi jaz njim svetoval, kako izbrati v življenju, pomeni pa, da že ima razmišlja za naprej.
Ne. Tako da je prav zanimivo, ko jaz prijem na neko župnijo, že doma, jaz to preberem, si spišem, naredim povzetek in kot ja pridem, že vem, točno vidim približno, kje smo. Ne, tudi kakšna priprava je bila, takoj začutim izpisem. Ne. Tako da zdaj meni ni potrebno ne vem koliko spraševati, to je v tem smislu, da bi zdaj, ker vidim, poznam. Pri samem obredu svete Birme ste uvedli krstne sveče, ki ste jih že omenili in tudi povedali ste, kakšen je njihov pomen. Uvedli ste pa tudi birmansko geslo. Birmansko geslo, kakšen je pomen, smisel? Ja, ravno prvič to, torej, ko sem omenil, da je moja želja, da bi v pripravi že uporabljali Sveto pismo, da bi že iz njega živeli. In če ti prebiraš Sveto pismo, so stvari, ki te ne govorijo. Ne? In geslo je pa na tako, ki bi rekel, ko vedno vprašam, kako si ti predstavljaš življenje po Birmi. Ne? Dejansko, zdaj mi pa lahko v eno geslo v to geslo ti lahko povzameš to, kar si ti predstavljaš. Ne? In so ta gesla zelo zanimiva. Ne? Ali doskrat so iz evangelijev, ki so jim bliže. Ne? In potem pri Birmi je to zame dragoceno, zato ker sam obred je zelo kratek. Ne? Prej mi potrditev dar Svetega Duha, ne? Dobro je prej ime pa to, in potem mir s teboj. Ampak jaz vedno še potem vprašam, no, katero geslo si izbral, potem pa lahko ob tem pa 2-3 besede lahko spregovorim z njim in se mi zdi, da potem tudi sam obred Birme je na nek način neko globje doživetje za njega, kot zgolj neka formalnost. Ne? In to, da so praktično s tem gestom, zdaj ti greš v življenje, to je tisto, kar, ne, če si je izbral Gospod je moj pastir, ne, dobro, lej, zdaj si izbral Gospoda kot pastirja, pojdi zdaj za njim. Ne. In on pravi, jaz sem dobri pastir, torej nisem kdorkoli. Ne. Tako, lahko par besed pri Birmi na srce položiš, isto tam je botar ali botra, še njemu, kaj bi rekel, 2 besede lahko na to. Zato se mi zdi, da, kaj bi rekel, je potem obred same Birme lahko res stopanje v življenje. Kar je pa cilj. Mogoče še kakšna sklepna misel, gospod Načkov, ob koncu najine vdaje. Spodbuda za naše Birmance, starše, botre, animatorje, katehiste. No, najprej, torej, gotovo Birma je priprava na življenje. In je treba gledati tako. In Gospod nam prihaja naproti, torej z darovi Svetega Duha. Jaz vedno pravim, 7 jih je, pomeni vse. Bog ti vse daje, kar je potrebno, da bi ti to, kar si prijel, to Božje življenje, te darove, ki jih nosiš v sebi, da bi to lahko uresničil in zaživel. In gotovo pa tukaj zdaj ti še potrebuješ tako na eni strani starše, predvsem kot tiste, ki ti bojo znali prisluhniti, ki ti bojo znali svetovati, ki ti bojo opora, na drugi strani botro oziroma potra, na katerega lahko računaš, ne, ki naj ti bil opora, ne, in potem župnijsko občestvo, ki ne samo da zate moli, ampak je v njem tudi prostor. Za vsakega Birmanca je prostor v tem župnijskem občestvu. Ne. In moja sklepna misel bi bila ta, da gre za življenje vsakega od Birmancev. Ne. Ko sem rekel, na gori Sinaj je Bog izvoljenemu ljudstvu rekel, izberi življenje. Ne. Polagam ti pred tabo življenje. Ne. Bog, ki nas neskončno ljubi, ki nas ima neskončno rad, želi, da bi živeli. In tudi v Janezovem evangeliju beremo, da volja Boga je, da bi imeli življenje in imeli v polnosti, torej ne, da bi to življenje v nas zatrl, ampak obratno, da bi to življenje zaživelo vse svoje polnosti. To je volja Boga. In zato, bi rekel, ta priprava na Birmo je priprava na življenje, zato da bi to življenje lahko zaživeli v polnosti. In to je moja želja in to je tudi vso moje prizadevanje gre v to smer, ker smo vsi potem veseli, najbolj pa ta mlad človek, ki živi, ne pa životari. Cilj je, da bi mladi živeli, ne pa životarili. In tudi, kaj bi rekel, da bi ta priprava na Birmo bila res celostna, ne samo, kaj bi rekel, eno področje, ampak celostno, ker življenje je tisto polno življenje, ki ga živimo celostno.
Hvala lepa, gospod Načkov, da ste bili danes z nami. Hvala za vse, kar ste povedali. Hvala za vašo izkušnjo, pa tudi za vašo vizijo glede birmanske pastorale. Vam želimo še naprej veliko moči, vseh potrebnih milosti, ki jih potrebujete za izpolnjevanje svojega lepega in pomembnega poslanstva. Hvala in naj vse spremlja vaši blagoslov. Hvala tudi vam, dragi gledalke, spoštovani gledalci, da ste bili z nami. Sveti Duh je življenje. Želim vam, da bi imeli to življenje v obilju. Srečno!